Dober dan. Dan po Svetovnem dnevu stranišč sva se zbrala, da komentirava aktualno situacijo. Zdaj, ne izveni uvod v to razglabljanje banalno, ne? Namreč zaradi neurejenih stranišč na svetu na desetine tisočev ljudi vsako leto umre. Pri nas pač na srečo živimo v okolju, kjer griža, diareje in druge zoprne bolezni ne klestijo med prebivalstvom. Ne glede na to pa kakšno težavo s higieno imamo. Ampak, preden greva k higieni, politično ali družbeno? Govoriva o politični, družbeni, socialni, kulturni in tako naprej higieni. Bi se dali tudi o kakšnih drugih vidikih higiene, ki so bolj medicinski, razglabljati, ampak morda zato nisva najbolj poklicana. Predsednica vlade je preživela zaupnico, seja je bila naporna, maratonska. Kdaj si ugasnil televizor? Ne vem, če bi to sploh povedal. Mislim, lahko prek odvetnika sporočiš. Boljš, ja. Nisem ga sploh prižgal. Novice sem spremljal samo tako ad hoc, ker so bile razprave predvidljive, izid je bil predvidljiv. Midva sva ga celo napovedala, nisem videl nobenega razloga, da bi se mrcvaril pred nečem, čemur se reče slovenska politika in pa higiena. Se pravi, nisi pristal na ta mazohizem? Ne. Dobro. Ampak, kaj pomeni to, da ima predsednica vlade zaupnico? Pomeni to, da jo je dobila. Pomeni to, da prišlo je pomembno sporočilo, da je odstranjen je nesporazum, da med Brusljem in aktualno slovensko vlado ni neke harmonije oziroma neke skupne želje, potem, da se Slovenija ne potopi. To je bilo dosti jasno nakazano, to ni bilo mišljeno kot politična opredelitev za to vlado, kakršna že je to levo-sredinska ali je kombinacija levega in desnega, ampak je prosto šlo za projekt Slovenija. To je bilo očitno in tako jasno sporočeno, da je o tem sploh težko dvomiti ali pa to je težko problematizirati. Sporočilo je bilo, ki ga je izrekel Olli Rehn, je bilo tudi zelo jasno. Hočemo biti v tem smislu pozitivni, da pomagamo državi, ne pa da iščemo razloge, da bi jo kaznovali. Je pa res, da sporočila iz Bruslja, ki so zdajle precej pozitivna, je po moji oceni treba postaviti tudi v nek kontekst, ki je relativno širok. Leta 2014 imamo evropske volitve in si sedanja nomenklatura Evropske komisije nekako ne želi, da bi pred evropskimi volitvami v katerikoli državi članice nastala nova, z lepo slovensko besedo, štala. In to je dobra novica, predvsem pa se mi zdi za nas pomemben signal za ta prostor, družbeni, politični in predvsem državniški prostor, pomemben signal, da je treba razmišljati državniško v širših kontekstih. Ozki interesi slovenske dokaj gnile politike pač ne smejo prevladati oziroma pozornost, fokus kritičnih opazovalcev, kritičnih ljudi, kritičnih državljanov vendarle mora biti postavljen v ta drugi kontekst. Kako Slovenija rezonira v širšem prostoru, kaj to pomeni, kakšna sporočila so navsezadnje tudi tržno pomembna, predvsem pa da se pač ta notranja suverenost države meri bolj po ustavnih kriterijih, kot pa po teh notranje političnih, kar direktno rečeva, glede na to, da je danes kloakah. Kloakah, ja. Če sva začela s svetovnim dnevom. Kaj tako, jaz imam pri tej zaupnici do neke mere vsem slab občutek. Se pravi, dober, dobili smo neko popotnico vladi, koalicijska večina obstaja, dovolj trdna, državljanke in državljani smo dobili nek nov davek, ki nas bo treščil kar v redu. Hkrati je jasno, da proračun, tako kot je postavljen, bo zahteval relativno hiter
ali nek rebalans ali neke prerazporeditve gor dol, ne, zaradi tega, ker so tukaj odškodnine za izbrisane, ne, to je v četrtek, se pravi jutri, na dnevnem redu državnega zbora. Tukaj imamo pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij, ki so prav tako znotraj proračuna nepredvidena, ne, se pravi še nekaj 100 milijonov evrov bo treba napraskati, prerazporediti, rečemo temu, kakor hočemo, ali pa konec koncev Prerazporediti verjetno, ja. ali pa z učinkovito izterjavo davkov, ali pa ne vem, s čim pač ta dodatni denar nabrati. Ne? Okay, ne? Kup bremen, resnih, velikih bremen dobivajo državljanke in državljani na svoja že utrujena ramena. Kaj na drugi strani, ne? Kaj dobijo za to? Ne? To je dobro vprašanje. Ta del enačbe meni manjka. To si dobro postavil. Dobro vprašanje je to, če bodo ljudem malo pod prisilo, majhen pa tudi pod pač z njihovim tihim privoljanjem, rečejo, ne, naložili več bremen, treba več narediti in tako naprej, notranje rezerve izkoristiti in tako naprej, bodo ljudje na drugi strani najmanj, kar je, pričakovali legitimnost vlade, ne? Torej, da bodo tej vladi pritrjevali vsaj do te mere, da bojo rekli, niso vsi isti, gre za nekaj novega, sekamo kroge, sekamo stare navade, sekamo stare razvade, delamo nekaj novega, kar bo država vzpostavila. Tako pomeni, da mora država oziroma vlada v tem primeru, ki jo predstavlja, pa na drugi strani predstavljati seveda tudi nov vzorec, ki mu bodo ljudje vsaj tiho pritrjevali ali pa mu zaupali. Ne? In zdaj smo pri vprašanju nezaupnic. Ne? Opozicija seka. Opozicija poskuša vlado delegitimirati na vsak način. Zdaj so spet pri tistih frazah, to je njena legitimna pravica, to je tisto, kar ona počne in vse tako naprej. Ne? In pri tem se pa se postavi tiho vprašanje, dve vprašanji. Prvo, kar je, ali to delajo res iz državotvornih nagibov ali iz malih, pritlehnih. Na drugi strani pa seveda vprašanje, kaj je pa res o tem, kar očitajo. Ne? Zdaj smo pri tem, kar se danes v parlamentu pač dogaja, razprava o finančnem ministru, razprava o ministru Stepišniku in tako naprej. Ne? Ja, pa v naslednjih dneh o ministru Virantu, ampak tako, meni se zdi, da odnos državljank, državljanov, vprašanje legitimnosti, ne, niti ne bo toliko v fokusu pri tem, kakšna bo po današnji razpravi usoda ministra Čuferja, ampak gre za neko drugo vprašanje, in sicer kaj bo z ministrom Stepišnikom. Ne? Se pravi, gospodarski minister, ki je pomemben lastnik prek povezane družbe orodjarne Emo v Celju, je si že enkrat omislil državno subvencijo, kot kaže, bo ta družba ponovno kandidirala za neko drugo državno subvencijo. Ni nezakonito, je pa pač v kontekstu svetovnega dneva stranišč. Ne? Ja, to je najmanj, kar je politično tvegano, ker nesporazumov je tukaj lahko zelo veliko, predvsem jih je pa zlahka mogoče ustvarjati. V stilu kadija tuži, kadija sudi. Jaz odločam o tem, ali dobim subvencijo, in jaz pač zakonito se potegujem za subvencijo, zato da zgleda to nehigienično. Se pa to dogaja v meni naklonjeni koaliciji, tako da se jaz iz tega izvzamem. To je en moment neke politične higiene, v katerem bo vlada ali pa premijerka, glede na to, da je dobila zaupnico in glede na to, da je Evropa naklonjena, prisiljena razmišljati bolj ali pa širše kot zgolj po črki zakona. Ker po črki zakona očitno ni nezakonito, kar počnejo. Ja, z vidika politične higiene pa to sporno. Ne? Zdaj bom jaz tle revidiral eno svoje stališče. Jaz sem napisal v temi dneva 2 dni nazaj, da je zakonodaja, ki preprečuje korupcijo, zaradi nekega amandmaja, ki je bil sprejet
leta 2010 izgubila Kočnik. Ne. Jaz bi rekel, da je protikorupcijska zakonodaja v resnici izgubila en precej slaboten mlečni zob. Ne. To pravi, ni šlo za Kočnik, ampak za mlečni zob. Je pa dejstvo, da je zaradi tega protikorupcijska zakonodaja danes bolj škrbasta, kajti ob izpadu mlečnih zob se včasih zgodi, da pravi zobje ne zrastejo. Ne, in to se je zgodilo v tem primeru. Ne. Se pravi, nek relativno kratek člen protikorupcijske zakonodaje se je črtal, s tem se je omogočilo, da lastniki podjetij, ki so hkrati državni funkcionarji, kandidirajo na razpisih za državne subvencije. Ne. Pač zdaj, državne subvencije razvojne, ne, so pa lahko tudi tak zelo pocukran denar. Ne. Ja, zdaj so tam, ne, vse, kar je možno ali pa vse, kar je legalno, še ni rečeno, da je prav. Ne. Kriterijev, kaj je prav, pa kaj je narobe, pa v Sloveniji nismo prav dobro izdelali, oziroma se v javnem političnem prostoru niso izostrili in za to zakonodajo ne stoji pravzaprav nobena kultura, politična kultura, družbena kultura ali pa neka etična kultura, oziroma stoji zelo malo. Za tiste ljudi, ki se po lastnem prepričanju sami odpovedujejo priložnostim, ki jih imamo, pravzaprav mi ne zvemo. Ne? To je nekaj, kar ne ostane. Mi smo vezani na afere, mi smo vezani na kritike, predvsem v tem primeru na politične kritike. Ne? Tako da mogoče stvar ni tako slaba, kot je videti na prvi pogled. Na vsak način so pa takšni dogodki mnogo širši kot samo dogodek, o katerem mi govorimo, to se pravi poslovni dogodek. To ni samo poslovni dogodek. Tukaj gre za širši politični kontekst, za dojemanje državljanov in politika žal, mogoče tako zelo mišljeno, oziroma da je tako tudi prav, ni samo skupek tehničnih pravil, ampak je več kot to. Ne? Je preizkušanje razmerij v državi, preizkušanje filozofije države, namenov države, ustavnosti države, okvira, ki ga ljudje potem privzamejo kot mu pritrjujejo ali pa mu ne pritrjujejo. V tem smislu je to za ministra Stepišnika, tudi če bi recimo teoretično predpostavljali, da ima on čiste namene, jaz se pa temu lahko reče nesrečen slučaj, ne? Ker v tem smislu lahko je žrtev mnogo bolj pomembnih in širših okoliščin. To je benevolentna razlaga, ne? Obstaja pa seveda tudi bolj realistična ali pa v nekem smislu lahko celo slabonamerna razlaga. Tega, kar smo v Sloveniji sicer bili na veliko navajeni, da izkoristil priložnost, ki jo je dobil, ne? In pač se poskušal na ta način izboljšati svoj položaj finančni ali kakorkoli že. Ne? Tukaj je možnih več razlag, na vsak način bo opozicija in javna debata verjetno bolj naklonjena slednji, slabši razlagi. Ne? Domnevam. Jaz mislim, ne, takole, intimno, pa glede na to, kaj se dogaja danes pa jutri, ne, da bo midva naslednjo sredo namenila še 2 ali 3 besede razpletu zadeve Stepišnik. Čak, dajva pogledati kontekst. Kontekst je ta, da je v zraku bilo kar nekaj trenj na ravni koalicije. Ne? Preden da je bil sprejeta zaupnica in sprejet proračuna. Ne? Obravnavala so ministra Erjavca oziroma Desus. Generiralo se je neko nezadovoljstvo, ki je se pritajilo, ni pa izginilo. Ne? In če se zdaj v tem okolju ustvari teza ali pa potreba po tem, da je treba nekako vlado rekonstruirati, je ravno v taki točki dobra priložnost za to, da se zadovoljuje širše cilje, širše potrebe. Ne? In to se mi zdi realističen scenarij, ne? Da bodo poskušali vlado rekonstruirati tako, da ne bo preveč boleče, da ne bo preveč šokantno in da opozicija ne bi dobila priložnost za to, da bi zabila klin, ampak vendar bi se pa nekaj zgodilo. Ne? Tako da se mi zdi, da se te stvari sučejo v teh krogih. Ne? Se mi zdi, da če bi zdaj midva obravnavala samo suhe podatke, želje po subvenciji in tako naprej, bi verjetno zgrešila bistvo te tako imenovane visoke politike, ne? Ki se verjetno usporedno dogaja. Ne? Počakajva na razplet dogodkov.
v vsakem primeru. Pa o Naslednjo tem lahko sredo. kaj več povedala. Ne? Ja, naslednjo.